Dober večer. Danes je predvečer, med drugim tudi dneva jezikov. In danes imamo pred nami 5 prevajalcev, ki so prevedli knjige iz 5 različnih jezikov in so si z njimi prislužili tudi nominacije za Sobretovo nagrado. In sicer Mateja Seliškar-Kenda je prevajala iz nizozemščine, Ana Barič Moder iz angleščine, Edel Kmaležič iz francoščine, Peter Svetina iz češčine in Borisa Jovanovič iz grščine. Z Marjanco bova jim izmenjajo v tej slabi uri zastavljali vprašanja, da boste dobili občutek in da tudi mi kot žirija še enkrat obnovimo, za kakšna dela gre in kakšni so nominirani prevodi. Začeli bomo z Ano Barič Moder, ki si je tudi svoj prinesla knjigo, ki jo je prevedla za vsak slučaj. Gre za knjigo Edwarda St. Aubina, Patrick Melrose 4 in 5, Materino mleko in Končno, ki je šla pri Mladinski knjigi. Ana Barič Moder sicer poleg angleščine prevaja še iz francoščine. Prevedla je več kot 30 knjig za odrasle in mladino, bila je tudi večkrat nagrajena. Med drugim je prejela priznanje Radojke Vrančič za najboljšo mlado prevajalko, tudi častno listo IBI za najboljši prevod s področja mladinske književnosti in pa Nodjejevo nagrado za prevod priročnika za izgnance Veliborja Čoliča. Ana, zanima me zdaj pri tem Patricku Melroseu, v katerem so pri založbi napisali, da gre za več knjig, ki jih avtor piše že več kot 20 let. Z njimi pa slika izjemen portret obleganega in samopomenovanja vrednega sveta privilegijev. Zanima me, torej prve 3 dele je prevedel pokojni Uroš Kalčič. Ti si se potem spopadla z zadnjima 2, kako je bilo stopiti v njegove čevlje, kako hvaležna ali pa ne je bila ta naloga. Hvala Nina za to vprašanje, hvala komisiji za nominacijo in lepo pozdravljeni. Verjetno si lahko predstavljate, da to ni bilo nekaj enostavnega. V bistvu prevzeti prevod od sjajnega prevajalca, ki ni mogel tega projekta dokončati, je bila velika stvar v smislu, ponavadi imamo odgovornost do avtorja, imamo odgovornost do bralcev, tukaj pa sem jaz čutila še eno veliko odgovornost tudi do prejšnjega prevajalca, do Uroša Kalčiča, ki je prevedel prve 3 dele in sem si najprej zadala, zadevo sem vzela zelo resno in sem rekla tako, jaz bom zdaj najprej prebrala te prve 3 knjige v njegovem prevodu in potem ne samo lovila ta duh izvirnika, ampak bom poskušala še ta njegov ton Kalčičev pristop prijeme prevosti. Ampak moram povedati, da že zelo na začetku se mi začelo dogajati, ko sem brala, da me je ta odgovornost potem kar nekako paralizirala, ko se mi je zdelo, da ko sem brala prve 3 knjige, oziroma prvo knjigo, ko sem začela, da je na nek način to je ena dodatna omejitev, ki se mi je na neki točki zazdela prevelika stvar, oziroma mi je imala do neke mere svobodo, ampak lahko pa povem, da sem se potem k temu prvim 3 prevodom izdatno vračala in sem se vrnila, ampak sem najprej večino stvari že prevedla, potem sem pa šla nazaj in sem preverjala tako ton, tako neke določene besedne zveze, ki se ponavljajo, pa recimo način, kako se izražajo določeni liki v srečo, je pa tako, da se večina likov tako ne ponovi in tudi ti 2 knjigi, ki sem ju jaz prevedla, sta izšli v izvirniku kar precej pozneje in imata tudi eno čist, bomo rekli, eno drugo vzdušje,
kot rečeno, liki so drugi, z nekaj izjemami. Ampak tista neka srečno so se stvari sestavile, da potem, ko sem brala in upam, da tudi bralci, potem, ko berejo, se mi zdi, da ta prehod ni tako zelo moteč. No? Oziroma, da jaz tega ne zaznam kot nekaj, ki bi se bralec drznil. No? Je bilo pa treba, mogoče, no, če rečem, se mi zdi, da ene stvari so bile drugačne, pri meni malo drugače preklinjajo, kakšne povedi pa podredje so drugače zavezane, ampak v osnovi se mi zdi ta nek cinizem, humor, res genialen žmoht, ki ga je imel Kalčič, se mi zdi, da je nekako upamno postal. No, mi dve z Nino smo se odločili, da bomo medli štrene, dokler se da, ne? Tako da sem zdaj na vrsti jaz, svojo sogovornico, ki jo vsi zagotovo zelo dobro poznate. To je uveljavljena, priljubljena ustvarjalka, tako rekoč pesnica, pisateljica, uveljavljena glasbenica, seveda. Seveda danes nastopa v vlogi prevajalke. Prevedla je roman o grškem pesniku Kavafisu, sodobne grške pesnice in pisateljice Ersi Sotiropoulos, ena najbolj cenjenih in prevajanih. Za ta roman je pisateljica prejela nagrado Mediterranee étranger, bil je v ožjem izboru za nagradi Femina in European Book Prize in je preveden v 10 jezikov. Tudi prevajalka Clarisa Jovanović, vsestranska ustvarjalka, kot sem rekla, je prejela za prevajanje že nagrado Grškega društva prevajalcev in bila je že tudi enkrat nominirana, ampak kar dejanja, kot se temu reče. Ne? Skratka, se lahko naveževa že na to, kar je rekla Ana, na ukinjanje razlik, sicer na različnih področjih. Vi ste si ukinili razlike med že prejšnjim prevodom Uroša Kalčiča. Tukaj pa imamo drugačno ukinjanje razlik, pa bom kar začela s citatom iz romana, ki je zelo povedan, govoreč o erotiki, filozofski misli in iskanju. Torej, citat. Predmet poželenja je bil tako daleč, tako blizu. Ustnice udje telesa, ustnice zasopla usta. O tem bi moral pisati, tako blizu, tako daleč. To je naloga umetnosti, ukiniti razdalje. In zdaj tukaj sprašujem prevajalko, ki se je prav gotovo morala spopadati s temi razdaljami, če ne drugače že med izvirnikom, izvirnim in ciljnim jezikom. Kje so bile največje zagate? Ja, to vprašanje je precej tako, bom rekla, široko zastavljeno in bom zelo težko odgovorila. Največje zagate. Ja, največje zagate. Moram priznati, da težko povem, kaj je bila največja zagata. Jaz se pač vsakega teksta lotim pač z vsemi 4, prekopljam nebo in zemljo. Zdaj internet je seveda veliko pomoč, ampak danes se na internetu omogoča tudi to, da se pač da komuniciraš z avtorjem, ne. Parkrat sem tu seveda se obrnila na samo avtorico, tam, kjer sem bila mečkeno v dvomih, ne. Zdaj, meni se zdi, da je, bom rekla tako nasplošno, ne samo pri tem romanu, ampak zdaj govorim jaz pač, to je moj subjektivni pristop, da je v bistvu najtežje pri vsakem romanu, ki ga prevajaš, oziroma pri vsakem tekstu, ki ga prevajaš, ujeti tisto nekaj, kar izžareva izvirnik in hkrati prenesti tisto nekaj v možni meri, ne, pač kolikor se da, v svoj jezik. Ne. Tukaj pa je treba seveda opozoriti, da spet govorim iz svojega izrazito subjektivnega stališča, da je torej prenos originala, ne, v jeziku, v ciljni jeziku, katerega prevajaš, ne, je podoben kot bi recimo rastlino izpulil iz pač neke prsti, ne, in jo presadil v svojo prst. Kar pomeni, da pri prevodu je treba paziti, da skratka zelo dobro funkcionira tudi v jeziku, katerega prevajaš. Določene stvari, če so zelo dobesedno prevedene, ne, preprosto ne funkcionirajo v jeziku, recimo materinem jeziku, oziroma v jeziku, katerega prevajaš, ne. Zdaj tu konkretno v tem besedilu. Ja, po eni strani je ta jezik, Ersin jezik je izjemno bogat, izjemno razprasten. Tu je ogromno predmetnega sveta. In ker ona potuje, ker je dogajalni čas od sodobnosti, tedanje sodobnosti, ne, kar pomeni konec 19. stoletja, do, če se vračamo nazaj, do helenizma, oziroma pa vmes je še pač rimski imperij, ne. Skratka, ta dogajalni čas se zelo, zelo razvleče, ne.
Potem tudi kraji, kjer se to dogaja, ne, so zelo, zelo razmetani, če lahko tako rečem. Tukaj je Anglija, tukaj je London, tukaj je Pariz, ne, v katerem v bistvu preživi Kavafis 3 dni s svojim bratom. Ne. Tukaj je seveda tedanja Aleksandrija. Ne. Ja, tu je toliko enih vonjev in okusov, ne. Tu je ne samo Mediteran, ne. Tu je potem vse te blodnje protagonistov, ne. Pač vemo, Kavafis je verjetno najbolj ikoničen novogrški pesnik. Ne. O njem vemo marsikaj pa ne. Ne nazadnje, kuj tudi pesem v samem romanu in jo popravljanje, smo zadovoljeni, nezadovoljeni. Ja, in ravno to sem ti reči, eden od zelo pomembnih izzivov, ne, je bil prevesti še zlasti pesem Mesto, ne, ampak tudi ta Ahilova konja tudi omenja, ne, molitev, tudi res sem te 3 pesmi dodala pač prevodu. Prevajala sem jih pa striktno v tej Kavaficovi metriki, ne, ki ni, to je njegova metrika. In tudi moram reči, da se večina njegovih pesmi, tudi se to počne, ne, tudi celo pesmi iz njegovega prvega obdobja, ki so pisane še, kjer še uporabljajo rimo, ne, številni zahodnjaki, ne, če lahko tako rečem, ne, prevajajo kar v prostem verzu, ne, čeprav je, ampak kot sem že rekla, ta metrika je taka, recimo, da ne vem, prvi vers, ne vem, se rima z 8. verzom, ne, drugi vers se rima 6. verzom, recimo, ne. Jaz sem skratka tukaj res sem se zelo, zelo dolgo časa ukvarjala, ne, ker analizira te svoje, to so predvsem pesem Mesto, ne, pa tudi Ahilova konja, ne, ker on to analizira in ko analizira vers in rimo, ne, je bilo seveda smiselno to prevesti pač v rimo, ne. In sam ni zadovoljen, ne. In tudi, no, to sem te reči, jaz sem uvrstila, torej dodala tudi pesem Molitev, ne. Tu sva z urednikom, ki sem ga videla priti, ne, so pač imela malo debate, sem rekla, ne vem, a naj to dodava, ne, ker je ta pesem je še zelo naivna, ne. Res je zelo naivna, ne. Ampak sva rekla, naj bo viden ta lok, ne, pač tako da. Zdaj, nisem mogla z eno besedo odgovoriti, ker je bilo izzivov veliko in preprosto jih ne morem takole razvrstiti, da bi rekla, ta je na vrhu, ta je pa spodaj, ne. Kar veliko jih je bilo, no, kar veliko zagad, zelo veliko, ja. Vsaj malo smo začutili. Ja, pa mimogrede, če to bi rekla, gre za kulturo, to je se mi zdi zelo pomembno, pravoslavnega sveta. Ne? In tu je bilo treba tudi določene stvari, ne vem, recimo kazem, če nek prostor, jaz sem namreč dobila posvestno tudi italijanski prevod in sem z veliko radovednostjo, ne, torej prevajala sem z grščine, jasno, ne, to bi vsak videl, če vzame oba prevoda, ne. Ampak zahodnjaki, ne, zelo radi vse to, kar je tipično pa značilno, povozijo in preprosto prenesejo v svojo kulturo. Nekje je Prižnica omenjena, ni nobene Prižnice. Ne, ni Prižnica, ne, pač, so carska vrata, recimo, ne. Tako da, to je treba poznati tudi kulturo pravoslavja, ki je zelo drugačna od kup prečine, ne. No, tudi knjiga Nelagodje večera je močno zaznamovana s kulturo, vendar s kulturo druge vere, in sicer se dogaja na Nizozemskem. Avtor Lukas, takrat je bil še Marike Lukas Reineveld, je, če povzamemo zapis Beletrine, s tem romanom, ki je bil njegov prvi, napisal ostro in napeto zgodbo 10-letne deklice, ki odrašča v globoko verni družini na duhomornem podeželju, potem pa se zgodi nesreča, v kateri družina izgubi otroka in potem se začnejo dogajati zelo nenavadne stvari. Knjigo je prevedla Mateja Seliškar-Kenda, ki prevaja tudi iz francoščine. Prevaja poezijo, dramatiko pa prozo za odrasle in mladino. Bila je že nominirana za Soldretovo nagrado. Me boš popravila, Marjanca, oziroma boš povedala natančno število nominacij Mateje do zdaj? Zdaj je druga. Ok, potem sem se uštela pri svoji matematiki, nisem presenečena nad tem. Ok, Mateja, zanima me, torej jaz, ta 10-letna deklica je tudi prvoosebna pripovedovalka zgodbe. Me zanima, kako se je, nihče od nas namreč ne znam prav dobro nizozemsko, to odražalo v izvirniku in kako je bilo to perspektivo 10-letne deklice potem prenašati v
v slovenščino? A je bila sploh izrazita že v izvirniku? Lepo pozdravljeni. Zdaj tako, imamo roman za odrasle, ki pravzaprav govori o smrti otroka, ne? To je pač ena tema, ki je v literaturi smo že zasledili, niti ni tako zelo redka. Ne? Kar je pa bolj redko, je pa to, da je pa to doživljanje, to prebolevanje, ta žalost pravzaprav popisana skozi oči sestrice 10-letnega otroka. In ta perspektiva pravzaprav vpliva na čisto vse v romanu, na motive, na samo beseditev, na to paleto čustev še teh otrok, ne, ker sta še pač 2 otroka v družini, na pragu pubertete še povrh vsega, ne, tako da zna biti, da je to kar hudo, ampak po drugi strani je pa, kar je za to knjigo se mi zdi zelo dragoceno, je to, da celotno besedilo pravzaprav prepreda ena mreža, ta domišljijska, otroška, ki je zelo gosto tkana in so, jaz bi rekla, da so tudi podobe v romanu, ki jih je veliko in lepo podpirajo samo pripoved. Mislim, ta podstat, bi rekla, je kar nek tak otroški svet, ne? In v bistvu moraš pravzaprav loviti to tesnobo, ki je seveda huda, ampak po drugi strani otrok najde eno rešitev, da sploh lahko preživi, da sploh da ga čist ne posrka vase in potem lahko tudi humor. Tako da to je bilo, tukaj je zelo, avtor je tudi pesnik, to se mu pozna, ta poetičnost v besedilu, recimo to obvladanje povedi, notranji monologi so recimo dolgi, poved mora teči, ima svoj ritem, ima svojo melodijo. To so take stvari, ki jih je treba potem videti. No. Imam še, Marjanca, če dovoliš, samo eno kratko podvprašanje, in sicer deklici je ime Jaz, kar ne bi pomenilo jakna v nizozemščini. Kakšna je korelacija med tem njenim imenom, zakaj se ga nisi odločila recimo prevajati, kakšno vlogo ima to njeno ime recimo v sami pripovedi? Ja, v tem smo imeli velike debate, velike debate. Takrat je bila korona, ko smo to prevajali in vsi smo nekako prevajali to med zimo. Zaradi tega, ker je pač avtor dobil mednarodnega bookerja in potem se kar nekako sprožili, da smo kar vsi začeli prevajati. No, in potem se je založba odločila, pa njihov sklad za literaturo, da bojo naredili en tak zoom, kjer se bomo o teh zagatah pogovarjali, velike protestantizme, recimo, ne? In tukaj je bilo treba nekaj razčistiti, kakšen radikalen protestantizem zdaj to gre. In veliko smo se potem ukvarjali s tem imenom. In zdaj, ja, Jaz pomeni jakna, ampak oba druga otroka v romanu mama kliče po imenu. Obe pa Hana, ostaneta Obe in Hana, ne? In meni se je zdelo to tako, da bi mama klicala svojega otroka jakna, se mi ni zdelo. In recimo tudi angleška prevajalka se za to ne odločila. Zelo veliko prevajalcev se pravzaprav je ostalo na Jaz, ne, čeprav nima v našem jeziku tega pomena. Ne. V končni fazi lahko v slovanskih jezikih rečemo, lahko pa bi bila okrajšava za Jasmino. Čeprav se v prvem stavku, oblekla sem jakno in nisem več rekla, se ta Jaz pojavi. Ampak meni enostavno ni šlo, da bi bila jakna, kaj zvem. Francoski prevajalci da ime Parka. In je bilo, ja, mislim, a veš, meni to ni šlo, no. Mislim, enostavno je preveč tak roman, da bi ga s temi parkami operirala, pa z jacketi, jaz ne vem čem, ne. Tako da ne, tukaj je bila moja osebna odločitev, da junakinja ima ime. Mama je nikoli ne bi poklicala, taka mama, ki je tukaj noter, ne bi poklicala jakna, parka, ne vem kaj. In potem se je še prav zgražal ta francoski prevajalec, ker so pač vsi kritiki so že prebrali angleški prevod, ne. In potem so v vseh recenzijah govorili o Jaz, rekel, jaz sem dal parka, tako da nisem. Jaz sem se odločila, še potem smo imeli take
pogovorov, pa italijanski jezik in smo v glavnem vsi stali prijazno. In smo pri naslednjem nominirancu, edinem nominirancu, skratka, ki je prav tako ustvarjalec na vseh področjih, pesnik, pisatelj, literarni zgodovinar, zaposlen v Celovcu, ne, na Inštitutu za slavistiko na univerzi, prejemnik veliko nagrad za otroško večernic, recimo za pač otroške zgodbe, da ne naštevam preveč. Skratka, lotil se je Bogoslava Rejneka, pesnika, češkega pesnika, ki je ne samo na slovenskem relativno neznan pesnik, ampak tudi na češkem je bil dolgo spregledan, kot sem zasledila, pa je v času češke pomladi postal kultni pesnik. Danes pa velja za enega največjih pesnikov 20. stoletja. Imam čisto kratko vprašanje. Zakaj Rejnek? Za Rejneka so se odločili na založbi Logos in so me vprašali, če bi ga prevajal, da seveda in z veseljem. Od tam naprej je bilo pa vse prosto, se pravi, katere zbirke bom jaz izbral, kaj, to je bilo pa prosto. In v kakšne globine si se potem moral spustiti, to je posebne vrste pesnik, ne, Božji samotar, sem zasledila, ima ta nadimek. Kaj vse spada zdaj v to, katero vzporednico bi lahko potegnili, recimo, to je modernist, tako rekoč, ne, mogoče s pesniškimi trendi na slovenskem v tistem času. Ja, on se, imam tako občutek, trendom na način izogibal, čeprav bil zelo natis francosko poezijo, žena njegovega Francozina, tudi pesnica, tako da prve zbirke je v prozi napisal, potem je pa pisal vezano, se pravi, s kritičnimi zverznimi oblikami, rimami in tako naprej. Ne vem, če se je kdaj kaj zavestno hotel kakšnim tem literarnim trendom približevati, ga je pa zelo zaznamoval katolicizem, oziroma krščanstvo nasploh, pa kitajska lirika. Tako da to so bili take dve stvari. Živel je dol na južnem Češkem, na Visočini, so imeli posestva pravzaprav, kjer so jih potem po vojni razlastili, pa je on na svojem razlaščenem posestvu lahko živel. Res je bil tak samotar. In s Prage so potem hodili ti študenti mladi, pravzaprav na obisk k njemu, zato ker je oblast ga kot enega redkih pravzaprav disidentov, a ne vedeli so, kam paše in kaj počne, je pa tudi grafik bil, so ga pustili pri miru. In so pač hodili k njemu in pravzaprav šele v 60 letih je postal zares tako znan najprej kot grafik, pa še kot pesnik. V njegovi poeziji je veliko te, se pravi, svetopisemske simbolike teh elementov in izpostavljajo njegovo nekonvencionalno, recimo nekakšno ubesedovanje, objasnevanje te simbolike, recimo kakšen primer, na kakšen način je bil poseben tudi v svojem dojemanju in potem tudi življenju, tako rekoč. Ne? Ja, ta krščanska simbolika je taka nekonvencionalna, zato ker je pravzaprav pisal tako, kot je on po svoje stvari doživljal in jih je vedno postavljal v eno vaško okolje. Se pravi, to krščanstvo, ki je vedno povezano z enim tem okoljem, ruralnim, kjer je ogromno nekih živali, od mačk do ne vem, nekih miši, papajkov in tako naprej, ali pa kakšnih rastlin, ki so ne zdaj samo dekle, ampak je lucerna ali pa kaj podobnega. Zelo konkreten je v tem. To je, in drugo je, to imam pa jaz tako občutek, ker je bil toliko sam, je imel enostavno časa, da se je ukvarjal s poezijo svojo do onemoglosti. In sem imel včasih občutek, kot da bi zdaj imel bezgav sirup, ki bi ga mogel v Javorjev ga narediti. Približno tak je bil postopek. Tisto, kar pa je najbolj težko bilo, kar me pa presenetilo, pa še nikdar, ko sem prevajal, pa ni bilo to, da ima zelo metrično strukturo ta zadnji pesniški zbir, ker res je tak zgoščenje, ne pa elips ogromne, vse to, pa sem mislil, to bo težava. Ni bila to glavna težava, ampak je bila pri meni težava, zato ker je toliko samote tam, pa se ne prešložuje nad njo, ne? Ampak vidiš, da res nima nikogar drugega kot unga pajka tamle gor, enega mačka, ki ga gleda in to opisuje.
in neprestano to prevajati, sem pa 3 dni si pauzo imel, da sem zadihal, da sem pa lahko prevajal naprej. To je bila največja težava pravzaprav. Če spomnim na eno zelo sugestivno metaforo iz vaše spremne besede, da je to početje očitno v tej boleči samoti in da stiskanje dlani polno trnov. To je tvoja metafora. Ja, to sem se tako približno predstavljal. Ja. Posebno početje, no, ampak prihranimo še nekaj za drugi krog vprašanj, prosim, Nina. Zdaj bomo sklenili prvo rundo z Jedrt Maležič, ki je torej prevedla prvi del Vernona Subuteksa Virginie Despentes, prevaja poleg francoščine pa tudi iz angleščine. Jedrt je tudi pisateljica, kot verjamem, da vsi veste. Drugim je leta 2016 izdala kritiško dobro sprejeti kratkoprozni zbirki Težko metalci in Bojne barve. Prvi je bil nominiran za najboljši prvenec, oziroma prva zbirka, druga pa za nagrado Novo mesto. Z romanom Na pol morilke je bila v 10-terici za Kresnika. Pred 2 letoma pa je izšel pri Gogi njen roman Križci, krožci. In pred kratkim je za Vernona Subuteksa drugi del prejela Nobeljevo nagrado za najboljši prevod iz francoščine. Zdaj, zanima me, pred kratkim si Jedrt, sem videla na Facebooku, tudi oddala tretji del Vernona Subuteksa, in če je Peter Svetina pravkar omenjal bezgov sirup, ki ga je moral delati v Javorju, me zanima, naprimer pri Virginie Despentes, pri Subuteksu je nasplošno zelo veliko nekih slengovskih izrazov, s katerimi se ti precej dobro spopadaš. S kakšno metaforo pa bi recimo ti ta izziv opisala? Mislim, da je Virginie Despentes zelo direktna, tako da ne potrebuje metafor. Zdelo se mi je, da sem slišala te glasove, ki jih je ona uporabljala v knjigi, ne. Je sicer vsavedni pripovedovalec, ampak leze v glave ljudi, najprej enega, pa drugega, vsakega, se pravi, kako bi rekla, predstavnika alternativne rokerske scene, ne. Nekako ona kot avtorica dekonstruira slečega, ne. Vse te poze, vse, bi rekla, zlaganosti njihove in do raznih načel, do političnih prepričanj in tako naprej, jih razgradi, ampak še vedno mi ostane s svojim likom naklonjena. Ne? In mogoče metafora, jaz bi rekla bolj konkretno kot metafora, pač jaz te like poznam, jaz sem odraščala med temi liki, tukaj v Ljubljani in njihove poze so pač univerzalne, ni to zdaj neki v francoščini. Ne, pravzaprav mi je to tako, kot da bi rekla, da sem se smejala v francoščini. Če lahko, mogoče namesto metafore. Tako, ne vem, zdaj sem tretji del pregledovala, glih sem korekture naredila, ne. Pri prvem delu je bolj ekspozicija, ne, bolj predstavil vse te like in njihove glave, oziroma, ne, misli, prepričanja in vse to. Ni pa še toliko dogajanja, ne? Medtem ko ta naslovni junak pač vidno propada, zgubi ploščarno, zgubi dom, zgubi vse te punce, ki so se limale nanj. Zgodba je pravzaprav zelo enostavna, sam ne bi rada zdaj preveč povedala, ker je pač gre vendarle za prvi del, ne? Vsi te liki, ne, omenjeni alternativci so se pa zbirali v njegovi ploščarni in on je pravzaprav to, ne vem, ta neko oko orkana, ki je najbolj pristan od vseh, tako sem ga jaz doživljala. Je pa tudi res, da je pol proti koncu že kar nekaj meji na akcijski film že skoraj, ne, pojav se porno zvezda, posnetki nekega zvezdnika, ki je naredil samomor, so čudežno zginili, ne, ker je on ta naslovni junak jih pakiral in jih je dal en ruzak, ki je potem pristal v enem stanovanju. Tako, velika akcija, ampak pravzaprav pa še vedno samo ekspozicija, ne.
Zdaj, ko imaš za sabo prevode vseh 3 delov, me zanima, torej za Sovretovo nagrado si nominirana s prvim. Kakšno je njegovo mesto, recimo po prevodni zahtevnosti med? Ja, odvisno. Jaz sem uporabila za ta nižje pogovorni jezik pa slengovske izraze, mogoče rahlo zastarel slovenski sleng, ki je meni pač seveda znan, ker sem odraščala v 90-ih. Definitivno nižje registre sem morala seveda googlati, premetavati pol najprej v francoščini, pa še v slovenščini, ne samo po papirju, ampak tudi jih kdaj izreči, ker pač vsi ti liki blazno veliko nakladajo. In vse skupaj se bere kot ena taka neka litanija enega ne čisto treznega osebka in pač včasih sem si morala ponoviti, da bi jaz to tako rekla, ali bi pač kakšen je ritem in to. A sem odgovorila? Mogoče spomniš kakšnega primera od teh stvari? Joj, tukaj je knjiga. Ne, to je bilo 2 leti nazaj, jaz nimam zdaj v glavi več teh. Pač definitivno se mi je zdelo, da poslušam na Metelkovi ali pa v K4 enega zadetega modela nekaj razlagati. Tako si še najbolj... Nisem se pa učila na pamet, ker je tako vse več pozerstvo od teh njihovih besed. No, pa smo spet tukaj na vrsti, na tem robu. Zdaj pa še en poblisk. Zdaj že v prevajalsko delavnico, kratek poblisk. Clarisa, recimo, te je kdaj zasrbelo v prstih, recimo sama si avtorica, ustvarjalka, med prevajanjem, recimo, da bi kaj popravila, da bi koliko si se morala brzdati, si se tudi jezila slučajno na avtorico. Kako to potekajo tisti intimni trenutki s tistim besedilom na papirju, ko si sama z njim? Ja, jaz do zdaj sem se še čisto z vsakim avtorjem večkrat kregala tudi, Mislim, to je bil notranji monolog, Ker pač, sem mislila, kaj tle, jaz bi to drugače naredila, Pa zakaj tako, ker če ni, če to sploh tako ne more biti, In sem se predvsem takole, bom rekla tako, kregala s to avtorico, ampak vseeno, na koncu, človek pristane, da treba narediti nek kompromis, zdaj jaz sem prevajalka, se tudi komunicirali, malo tako, še kar prijazno moram reči, Na eno vprašanje bi sicer zelo kratko odgovorila, zelo kratko in jedrnato. In sem jaz tudi kratko in jedrnato rekla hvala. Ne bomo izvedeli, ne bom povedala, Tako da, to je zanimivo, Potem, ko imaš pa pred sabo celoto, je pa potem, sem pa rekla, vsi ženske je to dobro napisano, pa tudi ti nisi to slabo prevedla. Imamo vedno avtorja, in prevajalca, na eni strani mojstrstvo sledenja, mojstrstvo in Gotovo. Pa to je bilo veliko tudi, to recimo, ko si prej o Zlagata govorila, veliko, kar nekaj je nekih besednih zvez, ki so rimane. Ker pač to, tako se je avtorici zdelo, da je fajn. Ni je fajn, Tako da tu sem morala kar precej, kot sem že rekla, precej teh svojih, tudi, ker sama tudi pišem, prevajam tudi rimano poezijo, tudi tega sem že kar nekaj naredila. Skratka, tu pa iskati spet neke stvari, ker tudi te besedne zveze so bile včasih tako flu, ampak morali so pa biti v kontekstu pač tistega vsebinskem kontekstu, povedanega in tudi, moram reči, tudi ni bilo enostavno. Zdaj mislim, da se čuti iz prevoda ta subtilnost do izvirnika, to sem tudi izpostaviti, Clarisa je zdaj omenila, kako si je čestitala, ko je kaj dobro prevedla, pa me zanima zdaj, če nadaljujeva Ana s tem, s čimer so v resnici začeli pred dobre pol ure. Kako si se potem osvobodila tiste teže, torej tvojega predhodnika in verjamem, da si mogoče kakšen film primer tudi označila v knjigi, ki si jo prinesla s sabo, lahko ti jo podam, pa mi poveš, zakaj, na kaj pa si recimo ti najbolj ponosna v tem svojem prevodu. Najprej rada sem nekaj še enkrat poudarila.
Jaz sem prebrala prve 3 knjige v prevodu Kajčiča, ne vem, če to ni bilo zadnjič jasno, prej v prejšnjem krogu, ampak sem potem stvari usklajevala naknadno. Ravno zaradi tega, ker me je tisto strahospoštovanje nekako paraliziralo. In se mi zdi, gre pa za tako knjigo, ki res rabi, se mi zdi, da prevajalka čuti, da lahko zadiha, da je lahko ustvarjalna. In tukaj je bilo ogromno enih priložnosti, da se človek da duška, zaradi tega, ker mislim, v okviru izvirnika seveda, zaradi tega, ker je glavni junak Patrick Melrose in neverjetno duhovit tip, vsaj meni se je tako zdelo, in je pač v njegovih teh razmišljanjih, pa tudi v notranjih monologih in dialogih drugih likov, ogromno enih takih domislic, enih takih duhovitosti, novo izmišljenih besed, besednih iger, zelo gost, tak bogat tekst je, ki te na vsaki strani te nekaj preseneti. Tako da moram pa povedati, da pač 4. knjiga Materino mleko je, kot naslov verjetno pove, posvečena materinstvu in tukaj, oziroma tudi očetovstvu. Tukaj gre za eno obdobje, kjer Patrick Melrose podoživlja svoje otroštvo, kajti tudi sam postane oče. In je zelo zastopana ta tematika odraščanja, kako recimo pri dojenčku nastane jezik, kako se jezik iz tiste nebesedne gošče razpre v eno polje ustvarjalnosti, ali pa je lahko tudi omejujoč. Tako da recimo veliko takih meta razprav tudi o jeziku. Potem imamo pa zadnji roman, ki pa je v bistvu ves dogajalni prostor je v glavnem pogreb Patrickove mame in tukaj pa on tudi opredeljuje te svoje travme naknadno in poskuša, oziroma po sili razmer mamo tudi ugleda v neki drugi luči. Tako da ja, ta tema materinstva je bila bogato zastopana in mogoče, če sem pa malo piflarka in sem pripravila prav na to temo ene 3 primere. In sicer metafore ali pa besedne igre na temo materinstva, na temo materinega mleka in takih stvari. Tako da recimo ena lušna, mogoče bo tako zdaj zveni kaotično, ampak res mogoče moram povedati, da to so stvari, ki so večkrat tako posejane, niti ne opaziš, lahko tudi kaj spregledaš, kaj bereš, ampak pridejo taki biserčki. Ne? In med drugim se ena glavna, taka zelo pomembna tema je, da ta mama Patricka Melrosea razdedini to svoje posestvo, nekje v Provansi, podari nekemu New Age-ovskemu kultu, ki se ukvarja z nekim šamanizmom in bogi revež ostane brez vsega, že itak so obobožani aristokrati, potem pa še to ne. Ja, mislim, vem, da težko včasih biti sočuten, ampak tukaj pač res smo si krbil, ker pač noro se dela norca tudi iz teh New Age-erjev. Ampak pa recimo na neki točki on razglablja, pa zelo predeluje, kako je zdaj ostal brez vsega. Je tako mu že odtegnila materinsko ljubezen, ker ga ni zaščitila pred očetom, ki ga je zlorabljal, pač veliko masla na glavi ima stara, ampak potem je pa naredila še to in to je pa zdaj zadnja stvar. In mislim, da je v izvirniku nekaj tazga, da mu je potem, ko mu je odrekla to posest v Provansi, kjer je on odraščal tudi, mu je odrekla ta nek motherland. Ne? In mene je nekaj prešilo, ne vem, čistko, in sem rekla, ok, mi imamo in tako očetnjava, to ne bo šlo, ne? In pol mi od nekje me je prešila, kaj pa če mu je ona odtegnila rodno grud, ne? In take stvari so recimo bile, tako pač kar, se mi zdi, da te je kar sam tekst potegnil v neko kreativnost, ne. Spomnim se, kaj so, potem sem mogla izumiti sovraštvo do mame, kar je bilo čisto lepo mamomrzništvo, ker to je tudi zelo prisotno na neka ta nit, ne. Pa ne vem, mislim,
Ta je tudi malo trapasta, no, ampak jaz moram reči, da sem uživala, ker so se mi pač ponudile nekaj take, tako sem videla kar na pladnju, je tako, kaj pa zdaj naredila, ne. In sam, to bo res zadnja stvar, ki jo povem, ampak zelo lušen je en moment, kjer pač zgodba je nekako takrat prizor je povedan z perspektive starejšega sina, ki je takrat star, mislim, da kakšne 5 let in gleda svojega mlajšega bratca, ki je dojenček in pije mamino mleko in njemu se stoži se mu po tej bližini, so pa na neki nazurni obali z nekimi pretencioznimi prijatelji, vsi so pač, malo ga že pijejo, malo ga že živgajo in potem ga vprašajo tega starejšega fantka, 5-letnega, kaj bi pa ti pil, ne? In pravi, on se zazre v mamo, ki doji bratca in pravi, jaz bi isto kot bratec, ne? In oni umrejo, ne? Vsi okrog od smeha, krohot in ena od teh presmujenih babšet dvigne kozarče in reče mine is a breast milk, ne, pač, in jaz, ne vem, nekaj me prešinali, sem pa napisala, da pa, jaz pa pijem rumeni juškat. Ampak to bila res ena taka, mislim, to bi je tak užitek, ta knjiga polna tega, no, tako da zaenkrat bi se če res ostala tukaj. No, mi pa s Petrom se bova zdaj presadila v neko drugačno pokrajino, ne? Že prej sem napovedala nekaj besed, ki sem jih citirala iz res tudi izvrstne spremne besede. In moje vprašanje je, se pravi, gre za prva zbirka, so pesmi v prozi, druga zbirka so izjemno asketsko izbrušeni verzi, to pomeni odvečne besede ni, kar je poseben izziv pri prevajanju, ne? Ker gre tudi za metrum, gre tudi za rimo, za zvočnost. Skratka, nimaš sinonimov, metafor na razpolago, da bi izbiral med njimi, ne? Kako ste kdaj reševali te probleme, ne? Če se spomnim na to, kako zapišete to počenjanje v samoti, tako boleči kot trnov polna dlan, zdaj citiram iz vaše spremne besede. In ti trni, ki vas posebej zbadajo v dušo, kaj vse tiči za tem? Zatem ne tiči ta problem prevajanja metrično urejene poezije, ampak samota Rejnekova. Kar se pa prevajanja zdaj teh metrično urejenih verzov tiče, pa jaz sem imel enega krasnega profesorja, ki je bil tudi krasen prevajalec, to je bil Tone Pretnar. In on je bil pravzaprav moj tak mentor, ki se je zelo malo pravzaprav ukvarjal z menoj, ampak vsake toliko časa, ko sem mu nesel kakšen prevod, je potem zabrunil, dobro je to. Ne, se je s take stvari. Druga je bila pa Albinca Lipovc. To je pa čist, bi rekel, nasprotje, ona je pa mogla imeti vsak zlog, vse, ne, in ste skupaj prevajala skacla. Skratka, v tem vzdušju sem odraščal s tem, da mi je bil Pretnarjev pristop veliko bližji. In tam sem se naučil, da pravzaprav te verzne obrazce, verzne te reči moraš vzeti in jih v svojo kulturo prenesti na tak način, ne da če imajo, ne vem, Poljaki deveterc, recimo silabični, ki je njihov en tak temeljni verz, ti ne boš tega tako prevajal, ampak boš vzel jamski enajsterc, ker je ta v slovenščini njihov ekvivalent. In zdaj, če imaš jamski enajsterc, boš lahko tudi s 13 prevajal, ker boš žensko rimo ohranil, pa 10 12 in tako naprej. In če se ne izide, pač lahko kdaj porabiš metonimijo, če se ne izide z rimo, asonanco, če se ne izide z rimo. Ne? Tako da tukaj sem pravzaprav en ta Pretnarjev duh, ki ga imam ves čas zraven, temu sem sledil, pa se mi zdi, da ni bilo tako zelo problematično vse, kar sem na začetku mislil, da bo. Tisto sem pa že povedal, kaj je bilo veliko. Razumem. Kaj pa tole, recimo, prej smo rekli, Rejnek je ustvarjal v tej svoji boleči samoti, ne, govori se o boleči poetiki. In kaj pa ti misliš, v kakšnih trenutkih, zdaj za Rejneka verjetno smo slišali, nastaja najboljša poezija?
če gremo malo filozofsko smer, oziroma kaj pa njeni najboljši prevodi? Če še pokukamo malce v tvojo prevajalsko delavnico. Ja, najboljši prevodi, spočit že moraš biti, ne? Pa čas moraš imeti, nič te ne sme preganjati. Potem se daš pač na razpolago in zdaj, če se izide, če ne, se pa mogoče jutri. So pa te stvari take, sej to poznate, itak sami, ko nosiš sabo na hard disku, se kar mega, tudi ko druge stvari počneš, pa ti pač rešitev prije tam nek na troli, nimaš ne telefona, nič tam na papirček, na ne vem kaj, ropec papir napišeš, z enim kuljon, ki si ga od enega sposodil, ki si čist čudak, ali pa se voziš nekje, pa hkraj voziš na vsakih 300 metrov, ki se ti nekaj zazdi. Tako da to po moje, ne, da toliko posloviš tisto poezijo, da je toliko tvoja, da pravzaprav sebe pozabiš kot lutkara, ne, ki je v temi, vsega ne vidiš, ampak ima ti slik tam pred sabo, da pravzaprav on mora zaživeti. In poezija imam jaz tako občutek, da ne znam, jaz se ne znam na pamet, ne, ampak tokrat prebereš, tokrat greš vse skozi, da enostavno veš, ko prebereš en verš, da se ti cela podoba izriše. Je bil pa hec enkrat, ko sem Laliča prevajal, sem dobil v cirilici vse tekste. In tam tega nisem imel. Sem si mogel vse v latinico prepisati, da sem lahko potem prevajal tako, kot bi rekel, prevajam sicer. Bi lahko rekli, da potem so to tisti trenutki, ko se pesnik, ustvarjalec in tudi prevajalec njegove poezije zlije s svojim početjem, svoje dejavnosti. Ja, po mojem so to taki trenutki, ne vem, zdaj, ali milosti, ali osredotočenosti nečesa, ne, kjer pravzaprav, ja, ne veš čisto točno, zakaj so se stvari šle tako, kot so se. Ampak so posebni, ne? Ja, zelo. Jaz pa bom šla nazaj na to, da malo dvignemo mood, ne, ker bo kmalu razglasitev. In sicer, Mateja, torej, ne verjamem, da ta tvoja knjiga, ki si jo prevajala, ne ponuja, bi rekla, ravno nekih zelo zabavnih trenutkov, v katerih bi se lahko mogoče tako pridušala kot Ana, ali pač boš povedala sama. Zdaj v njej je sploh nam žiri med drugim ostavila ena dobra rešitev, predvsem nekaj smo na sestankih skozi ponavljali v mislih in to so bili ti črnonogavičniki. Se mogoče spomniš, tudi od tega prevoda je zdaj preteklo že nekaj časa, se mogoče spomniš še kakšne recimo rešitve, na katero si posebej ponosna, kot si že prej poudarila, gre pri Nelagodju večera za poetičen jezik, poleg tega pa so v knjigi tudi recimo svetopisemski citati, dogaja se na farmi, ne, je bilo treba tudi se spoznati s tem besednjakom, kaj bi rekla? Ja, ni to tako besedilo, ne, kot ga je recimo imela Ana ali pa Jedrta, ne. Nimaš te, ne vem, bi se lahko poigraval z jezikom, ne. V bistvu je trik nekje drugje, na čist drugih nivojih, ne. Pri teh poetičnih besedilih z zelo realističnimi opisi, ne, je treba loviti, se pravi, neko ravnovesje v samem besedilu, sploh če pač avtor tak mojster, da mu to uspe, ne? Da se ti pravzaprav moraš z protagonistom res in z njegovim glasom res uglasiti, da te slučajno ne zanese, ne vem, da pač imaš partituro, imaš tonaliteto in to mora klapati od začetka do konca in mora biti tekst tekoč, ne more cukati, zaradi tega, ker je že tako tema grozna, da tako rečemo, ne? Da v bistvu mora bralec ne sme spregledati, da je to zelo poetično besedilo, a veš, kaj mislim? Da mora imeti tudi ta literarni užitek zraven, ne? Čeprav so recimo hude epizode, ne? To, mislim, kar je mene, pri čemer poudarjam, to je knjiga, ki je huda, ampak prav zaradi te otroške perspektive je res mestoma zelo duhovita. In v bistvu, kar
kar avtor počne, oziroma kar počne protagonistka, ker je pač prvoosebna pripovedovalka, je to, da se vedno njene podobe so iz kmečkega okolja. Pač ne vem, ene potne srage na očetovem čelu, so primerjane z jutrajno roso na hlevskem oknu, ali pa recimo je glavica od krastače je primerjana z brstičnim ohrovtom in podobno. Skratka, domiselne, izvirne in zelo nazorne podobe, to je prvo. Drugo so pa ta svetopisanski citati. Zdaj, kar je ena hujših stvari v tej knjigi, se mi zdi to, da pač če mi smo zelo vzgajeni in zelo verski družini, potem nekako si ob smrti bližnjega predstavljamo, da nam bo vera v neko tolažbo. In v bistvu otrok te vzorce seveda za starši ponavlja, ampak v bistvu pa še ne razume, kaj pravzaprav v Svetem pismu, kakšen je pomen teh besed. In potem, ko on odrašča in si skuša razložiti to smiselnost te smrti, tudi s pomočjo Svetega pisma, potem prideš do takih absurdnih razlag. In je tisto, kako si potem te otroci te citate iz Svetega pisma, ali pa iz psalmov, ki se jih mora enkrat na teden naučiti, kako jih prilagodijo enih svojim razlagam, mislim, to je mestoma zelo duhovito, zelo domisleno in zelo inteligentno narejeno. Tako da moram reči, da je bilo treba daljše, ni bilo dovolj, da si en citat vzel iz Svetega pisma, ampak si mogel kar precej prebrati, da si vedel, na kaj se pravzaprav tisti citat nanaša in kako se zdaj to vpleta v samo zgodbo. Tako da, take stvari, ne vem. Hvala. Zaključili bomo z Jedrt in sicer zelo na hitro, ker nas potem čaka še branje odlomkov. Jedrt, kot smo že premenili, torej si ti tudi pisateljca, kot si že omenila, si se nekako tudi našla delno v teh knjigah Virginie Despentes, odraščala si v času, v katerem se dogajajo vse te knjige, pa me zanima, ko si preživela toliko časa z njim in v Franciji je cela fama z Virginie Despentes, recimo, bi rekla, da recimo je Vernon Subutex knjiga, ki si jo želiš, da bi jo napisala? Smo rekli na kratko, da. Jaz bom seveda zakratila za besedo in napovedala nadaljne dogodke. Se pravi, temu pogovoru sledi branje za pokušino iz vseh teh del, vseh 5 nominiranca. Branju sledi razglasitev nagrade, prebral pa jo bo odlomke, bere Valerija Lah-Peternelj, branju potem sledi razglasitev nagrade, prebral pa jo bo Jernej Županič, predsednik komisije za sprejetje nagrado. Iranski nagrajenec. Tako. Torej, na pot med nominirane prevode se podajamo skozi Vrt. Pesmi Bogoslava Rejneka iz zbirke Ljubje Luskine in Odhod lastov je prevedel Peter Svetina. Vrt. Vrt zjutraj je kot pragost življenja. Drevesa brstijo mehka in topla. Od njih prihajajo vonjavi hlap. Jablane s tisočevimi rožnato razcvetenimi tačkami se kot nakazna mačeta vsesavajo v črno kožuhovino smrti, na katerih z vrha na vrh skačejo napete, naravnost merjene puščice ognjeno rjavih veveric. In v svoji fini in jasni fosforescentni modrini prhutajo sinice. Težki zlati petelini in bele srne sanse sprehajajo med svilnatimi masnicami in med megličastimi gredami zimzelena. Vrt opoldne je kot velik utelešen angel, zastrt s težkim pajčolanom pripeke, posut s potonkami, ki cedijo med in dišeče olje in omamo in obup zemlje. Utrujenost lega v kopel krvi in se roga, posmehuje se ali razumema od pohote. Izvaljene urane po gnezdih bolščijo z izbuljenimi in slepimi temno-modrimi očmi kot vražički. Vrt zvečer je kot brezmejen ahad,
progast od žlebičev tesnob in žalosti takih barv, kakršnih nihče nikdar ni videl. Žveplene se križajo z rožnatimi, v zvezde in kristale in iskrive arabeske in križe in se bohotijo v ogljevo črnino. Je kot velikanska školjka, ki pravkar zapira svojo dragoceno notranjo svetlobo, kot bi se robinasto progast ptič, ki se je v temi stisnil, da bo zaspal. Iz prsti lezejo niti črvov in v kamnih so živele krastače s strupom, ki se jim cedi iz hrbta in z očmi, iz katerih sevata svetost in skrivni sivotin. Sledi odlomek iz prvega dela romaneskne trilogije Vernon Subutex, Virginie de Pont. Delo je prevedla Jedrt Maležič. Ko se Vernon vrne, je videti zbit. Vztraja, da bo pripravil gratiniran krompir dauphinois. Nakup je premislil do centa natančno. Patrice ne bo nikoli dojel te strasti, ki jo ljudje gojijo do hrane. Bržola s pomfrijem. To je edina jed, katere poezijo kapira. Se spomniš Xavierja? Spila sva eno kavo skupaj, ko je prišel v Pariz. Dobro se znajde, a veš, da je še zmeraj scenarist. Stanuje v velikanskem stanovanju sredi Pariza, mokre sanje vseh staršev. Xavier je bil od nekdaj kreten, ne? Hočeš reči desnjak? Ja, med drugim, ampak predvsem je kreten. Vse je bil od nekdaj kreten, ni res? Na televiziji se Patrick Brühl, Garou in Rafael združijo, da zapojejo neki Brelov šanson. Na koncu komada pride od zadaj še Johnny. Patrice in Vernon v istem trenutku prasneta v smeh. Njegov značilni carski glas, carske noge, njegova silhueta prazgodovinske zveri, njegova hoja drzne gospodične. Razleže se njegov gromoviti glas. Odločen je, da bo vse svoje kolege postavil na mesto brez zimnih šepetavk. Oba se iz srca nasmejata in pozdravljata Alideja, ki ga nič ni moglo ubiti. Ne visoki odmerki droge, ne posmeh, ne uspeh. Zver. Vernon naposled lupi krompir z gibi proletarca. Od načina, kako drži nož, do premikov zapestja in učinkovitosti. Kot sin kmeta, ki je prišel delati v mesto. Ni vse samo v njegovih očeh. Tip ima določen šarm, od nekdaj ga je imel. Prijetno je preživljati čas z njim. Stvari naredi zanimivejše, lažje. Nikoli se ne pritožuje. Kako se je lahko zgodilo, da si takšen tip še ni našel bejbe, ki bi skrbela zanj? Kaj neki počne, da jim življenje zagreni do te točke, da mu uidejo? Če pa so zmožne prenašati vse, samo da jim ne bi bilo treba spakirati kovčkov. Vernon zbere olupke, jih vrže v kanto za smeti in z gobico pobriše mizo za sabo. Odločil se je, da bo igral pridnega tipa, pa 300 ceni, saj sam ne zna olupiti enega samega krompirja, ne da bi za 10 dni usvinjal kuhinjo. Vernoja se je lotila otožnost, njegov izraz se mahoma spremeni. Reče: zadnja bejba, s katero sem bil, je bila Brazilka. Govorila mi je o Johnnyju. Rekla je, da če nisi Francoz, sploh ne moreš razumeti, kako Alidej vpliva na nas. Odraščati moraš ob njem, da se navežeš. To je načelo očija. Moja sinova me nikoli ne bosta imela rada kot ta pravega fotra. Premalo me videvata. Kako pa to, da se tip kot si ti ni že zdavnaj ustalil? Ti bi moral že imeti otroke in v stažur. Zaljubljam se izključno v ženske, ki se jim zdim zabaven samo 5 minut. A ta tvoja Brazilka te je pustila? Manj svobodomiselna je bila, kot sem mislil. To je moj tip, vezane ženske, s tipom, ki ima keša kot dreka. Ni rabila veliko cajta za razmislek, na katero stran jo vleče v srcu. A je še nisi prebolel? Nisem. A pa je bila tranža? Ne, tranža ženska. Noro lepa, noro fancy. A se zajbavaš? Ne, vprašal si me, pa sem ti odgovoril.
Romaneskni prvenec Lukasa Rajnevelda, Nelagode večera, je prevedla Mateja Seliškar Kenda. Prisluhnimo odlomku. Hana je plast za plastjo, medtem ko sama v plasteh razmišljam. Ravno ko hoče med zobmi ukleščiti nov paradižnik, se vrata Obejeve sobe znova odprejo in ob podboju skoznje pomoli glavo veterinar. Že dolgo ga ni bilo pri nas, a še vedno nosi temno zeleno haljo s črnimi gumbi. Iz žepa mu bingljajo 4 prsti gumijaste rokavice, medtem ko je palec zataknjen za rob. Že drugič nam je prinesel slabo novico. Jutri bodo prišli po vzorce, računajte, da bodo šle vse, tudi vse neregistrirane. To so krave, ki niso prijavljene, ki jih ima oče po strani, da zasluži nekaj dodatnega denarja s prodajo mleka vaščanom ali sorodnikom. Denar od tega črnega mleka hranimo v pločevinki na kaminu, za počitnice. A očeta vseeno kdaj zalotim, da jo odpre in iz nje vzame nekaj bankovcev, kadar misli, da ni nikogar v bližini. Po mojem, varčuje za svojo doto, za takrat, ko se bo izselil. To počne tudi Eva, čeprav ima šele 13 let. Oče gotovo že išče novo družino, kjer bo smel polizati konico noža, potem ko jo je potopil v steklenico jabolčnega sirupa. Družino, kjer mu ne bo treba kričati in loputati z vrati. Kjer se tudi ne bodo zgražali, če bo po kosilu odpel gumb svojih hlač in se bodo nad elastiko spodnjic pokazale bele kodraste dlačice. In mogoče si bo pri njih lahko sam izbral svoja oblačila. Mama mu na rob postelje namreč vsako jutro pripravi, kar mora obleči. Če se oče ne strinja z njeno izbiro, se ves dan ne pogovarja z njim. Ali pa svojega seznama črta še katero od živil, ki ga po novem ne bo več jedla. Kar nam oznani ob spremljavi težkih vzdihov, kot da se je hrana odrekla njej in ne obratno. Tu nimamo kaj, takšna je Božja volja. Pogleda nas drugega za drugim in se nam nasmehne. Lep nasmeh ima veterinar, lepšega kot Budevin degrot. In nadaljuje, bodite še posebej prijazni z mamo in očetom. Ubogljivo prikimamo. Čeprav Obe mrko strmi v radiator, na njem se suši nekaj metuljev. Upam, da jih veterinar ne bo opazil in ga zatožil mami ali očetu. Vrniti se moram k kravam, naposled reče veterinar in se obrne na petah. Za seboj zapre vrata. Zakaj nam tega ni prišel povedati oči? Vprašam. Ker mora izpeljati točno določene ukrepe, naduto reče Obe. Mi pa ne sodimo med ukrepe? O ja, sodimo, reče Obe, ampak v zvezi z nami nima novih navodil. Pri nas je že od rojstva vse odločeno, smo, kakršni smo. Nato se pomakne bliže k meni. Nanesel si je očetov losjon po britju, da bi se z njim nalezel tudi nekaj očetove naravne avtoritete. Te zanima, kako bodo krave ubili? Prikimam. In pomislim na učiteljico, ki mi je rekla, da bom svojo sposobnostjo uživljanja v druge in svojo neizmerno domišljijo še daleč prišla. Ampak bom morala sčasoma za to poiskati tudi besede, sicer bo vse ostalo samo v meni. In potem se bom nekega dne, tako kot vsi črnonogavičniki, kot me kdaj sošolci zbadajo splošno znano zmerljivko, ker smo doma skrajni kalvinisti, pri čemer sama nikoli ne nosim črnih nogavic. A če bo šlo tako naprej, se bom nekega dne kot črnonogavičniki torej tudi sama zakopala vase in zaradi tega videla le še temo, večno temo. Obe pritisne kazalec k mojim sencem, oponaša zvok strela in potem sunkovito potegne vrvico na kapuci in mi jo zategne okoli vratu. Za hip ga pogledam naravnost v oči in v njih zapazim enako sovraštvo kot takrat, ko je premetaval hrčka sem trtja v kozarcu vode. Odtrgam se od njega. Ti si nor! V slovenskem prevodu Ane Barič-Moder pa lahko sedaj prebiramo tudi zadnja 2 dela sage o Patricku Melroseu, Edwarda St. Aubina, in tole je odlomek iz 4. knjige Materino mleko.
Mary je bila pri Robertu predana mama, a se je po zamaknjenosti prvega leta spet vzpostavila kot žena, pa čeprav le zato, ker si je želela še enega otroka. Pri Thomasu pa je, nemara zato, ker je vedela, da je njen zadnji nekako obtičala v polju sil Marije z otrokom in tam branila območje čistosti, vključno z lastnim ponovno odkritim devištvom. Patrick je v tem neskončnem, neznosnem Betlehemu pristal v nezavidljivi vlogi Jožefa. Mary mu je odtegnila prav vso pozornost in bolj, ko je prosil zanjo, bolj se je kazal v luči vsiljivega tekmeca mlajšega sina. Zatekel se je drugam, k Juliji, in ko je šlo to v franže, v pozabe poln objem alkohola. Moral bo nehati. Pri njegovih letih se je treba bodisi pridružiti odporniškemu gibanju, bodisi postati kolaborant smrti. Ko enkrat izpuhti otročja utvara, da si neuničljiv, ni več prostora za samouničevalne igrice. Ti šment, zmejkar z Markom je pa kar malce pretiraval. Logična rešitev bi bila, da steklenico odnese gor in preostanek prelije v napol prazno steklenico viskija, ki jo ima skrito v nahrbtniku, potem pa skoči v mesto in kupi novo za Nancino mizo. Novo steklenico bo seveda moral konkretno načeti, da bo podobna prejšnji, preden jo je skoraj izpraznil. Biti uspešen alkoholik je nekaj najtežjega na svetu. Bombardiranje držav tretjega sveta, viš, to ti je posel za brezdelnega aristokrata. No, vsaj za nekatere je zamomljal med vijuganjem čez sobo. Zna biti je malce preveč pijan za to zgodnjo uro. Misli so se mu razletavale, topotale in kadar je že skoraj razbral, zakaj gre, jih je pobrala višja karta. Preveri, družina na vrtu, preveri, tišina na hodniku, steci gor po stopnicah, zapri vrata, pobaši na hrbtnik, prelij viski, po vsej roki. Prazno steklenico skri na vrh omare, avtomobilski ključi dol in ven, povedati družini, ja, ne, hop v avto. Din, 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 jebeni varnostni din ameriških avtov, pa že raje tvegam nenadno nasilno smrt. Policija, joj, ne samo policije, ne, prosim. Ucvrijo po hrustljavem hranljivem gramozu, tempomat, pet se srat. Sugestibilne sugestije, zapelji stira, dol zlomilca zlogov in naprej na soncem obsijano usodno podeželje. Bolje bi bilo vse skupaj asfaltirati. Besne horde navadnih državljanov z motorkami, pa mešalci betona. Predolgo smo živeli v strahu, pravico imamo zaščititi svoje družine. Kot pravi svetopismo, divjina bo kročena in ljudje bodo zavladali nad klopi. Cikel odlomkov iz nominiranih del pa zaključujemo z romanom R.C. Sotiropoulos, Kaj je ostalo od noči, v prevodu Klarise Jovanović. Svetloba je lila na ulični tlak, oblivala hišna pročelja, polegala po srebrnih strehah. Vlažna svetloba, brez senc. Med hojo se je spomnil na neko pesem, ki jo je napisal že pred časom. Tu in tam jo je znova vzel v roke, jo pilil in nato spet odložil. Pred kratkim jo je znova preletel in bil z njo zadovoljen, zelo zadovoljen. To se je zgodilo redko kdaj. Zvočnost jezika je bila brezhibna, rima učinkovita. Mesto ti bo sledilo, po njem boš taval noč in dan, po istih ulicah, z istimi hišami obdan. Kako lahkotna sijoča verza. Ponavljal ju je v mislih in ima brž dodal še preostale. Užival je v vsaki besedi, v vsakem prehodu med koncem verza in začetkom naslednjega, toda nekaj je vendarle šepalo. Še sam ni vedel kaj. Ko pa si je pesem še enkrat ponovil, se mu je zazdelo, da jo že vidi napisano na papirju.
Vnovič je bil očaran nad njeno metriko in zvočnostjo, ki bo gotovo razumela Brančeva čustva. Bila je brezhibna. To je bila najboljša pesem, kar jih je dotlej napisal. Vlekel je lahen vetrc in šel je za njim, kot bi mu ta kazal pot vse do Avenue de l'Opéra, kjer je zavil proti hotelu. Mesto ti bo sledilo, je rekel sam pri sebi. Nato se je vrnil na začetek druge kitice. Novih dežel in novih morij ne boš našel na tem svetu. In se na glas zasmejal kot tepec, sodeč po presenečenem pogledu, ki mu ga je namenil neki mimoidoči. Toda na vogalu Rue de la Paix so ga znova obšli dvomi. Na koncu prve kitice se je nekaj zatikalo, nekaj ga je motilo, zadnji besedi v dveh zaporednih verzih. Tako prezira in pod njima brez obzira. Črtim ta svet in on me prav tako prezira. Čeprav že dolgo tu živim, me brez obzira obzira. Pretiraval je samo zato, da bi se besedi rimali. Kakšna nadloga je lahko rima. Toliko časa se je ukvarjal s to pesmijo, a vendar se je bo moral znova lotiti. Ne more je kar tako zavreči, v njej je moč, zasnova je odlična. Pesem je začel počasi recitirati, prizadevajoč si, da bi pred sabo živo videl verze napisane na list papirja. Šele zdaj je ugotovil, kje je pesem šepa. Niso bile krive samo rimane dvojice. Prezira, obzira, dan ob dan. Pesem je imela nekam tesno obzorje. Govorila je o Aleksandriji. Sovretovo nagrado 2024 prejme Ana Barič-Modr za prevod romanov Materino mleko in Končno. Ana Barič-Modr, prevajalka iz francoščine in angliščine, je doslej že prejela nagrado Radojke Vrančič za mlado prevajalko in sicer leta 2012 za prevod Modrih cvetk Remona Koinoja ter Nodjejevo nagrado za priročnik za izgnance Vilvorja Čoliča. Poznamo pa jo tudi po odličnih prevodih za otroke. Tu morda omenimo le Roalda Dahla, ki so na našo bralsko srečo, a morda na prevajalkino žalost, izšli še preden je DSKP začelo podeljevati nagrado Vasja Cerarja. Čeprav je romaneskna serija Patrick Melrose angleškega avtorja Edwarda St. Ovina daleč od Dahlove velikanščine, kakor tudi od Ulipojevskih cvetk, pa ima z njimi vendarle nekaj skupnega. Veselje do besedotvorja, do besednih iger in raznovrstnih samonanašalnih postopkov. In to so, če sodimo po njenih prejšnjih prevodih, seveda pa tudi po pričujočem, očitno problemi, za spopad, s katerimi je Ana Barič-Modr še posebej dobro opremljena. Oba romana o Patricku Melroseu, ki jo je poslovenila nagrajenka, sta bogato metajezikovna. Pripovedovalec in liki v njiju se nenehno posvečajo besedam, ki jih uporabljajo, o besedah in izrazih se pogovarjajo, jih analizirajo in postavljajo nove lege, ter se z njimi igrajo. Ohranjanje takšnih besednih iger oziroma celotne metajezikovne ravni v prevodu je izjemno težka naloga, ki pa jo prevajalka odlično opravi, ne da bi pri tem trpela druga komunikativna plat besedila, ki je v tem primeru hkrati polna humorja in samoironije. Prevajalka tako drži ravnotežje med visoko intelektualnostjo besedila, ki se nenehno zaveda samega sebe, in njegovo lahkotnostjo, stilistično eleganco. Ana Barič-Modr besedne igre in podobno ohranja, kjer je to le mogoče, in tekst mestoma korenito preuredi, da funkcionirajo na približno enak način kot v izvirniku,
Po drugi strani pa se, zavedajoč se, da učinek tovrstnih izraznih sredstev v prevodu skoraj nikoli ne more biti povsem enak kot v izvirniku, ne boji zgrabiti ludistične priložnosti, kadar se ponudi, in tako dobimo mesta, ki se v prevodu, kot se redko, a včasih vendar ne zgodi, berejo bolje kot v originalu. Prevajalki vse skozi uspeva ohranjati naraven jezik. Prevod se bere, kot bi šlo za izvirno slovensko delo, kar je bila v tem primeru bržkone še posebej težka naloga, saj gre za prevod dela, ki že v izvirniku hodi po tanki meji med intelektualno in slogovno izpiljenostjo oziroma bravoroznostjo na eni ter nabuhlostjo na drugi strani. Za prevod torej, ki bi v rokah manj veščega prevajalca gotovo deloval papirnato. Naravnost prevodnega teksta Ana Barič Moder ohranja s številnimi postopki, med drugim s spretno občasno uporabo pogovornega namesto knjižnega jezika, pri čemer so neknjižne besede brezšivno vpletene v preostanek teksta in ne kličejo po pozornosti, kadar ni ta seveda zaslužena iz kakega drugega razloga, kot tudi z uporabo prevajalskih rešitev, ki niso vedno tiste najbolj enostavne in najbolj pričakovane, temveč si kdaj pa kdaj dopustijo več svobode in kakšno mesto nekoliko bolj obarvajo, oživijo ali konkretizirajo, ter tako kompenzirajo neizogibno izgubo kolorita na kakšnem drugem mestu. Čeprav sta 4. in 5. roman sage o Patricku Melroseu slogovno precej enotna oziroma enovita, je morala prevajalka pri svojem delu vendarle preigrati nemalo jezikovnih registrov. Od brzostrelnih, jedko-humornih dialogov in otroškega govora, preko opisov halucinatornih pokrajin in časov, do pravniškega žargona in filozofske razprave, kar je v vsakem primeru storila uspešno, gladko in, kjer je bilo to relevantno, terminološko natančno. Zadnja dva dela znamenite serije je Ana Barič Moder podedovala po velikem in prezgodaj umrlem predhodniku Urošu Kalčiču, prav tako Sovretovem nagrajencu. Breme pričakovano ob tem gotovo ni bilo lahko, a prevajalka se je izkazala za več kot doraslo nalogi in je uspešno stopila v velike čevlje starejšega kolega. Ana Barič Moder je s prevodom zadnjih 2 romanov serije Patrick Melrose opravila veliko delo, se uspešno spopadla s tekstom, ki morda na prvi pogled ne deluje pretirano zapleteno, gre pač za sodobno besedilo, ki ni pretirano terminološko specifično, a skriva v sebi zato le še toliko več pasti, ki se jim je morala prevajalka izogniti, ter jih na drugi strani enako grenko sladke ali zgolj grenke ali zgolj sladke nastaviti slovenskemu bralcu. Zaradi vsega povedanega, kot tudi zaradi razmišljanj, ki jih tu nismo mogli navesti, in nepreštevilnih konkretnih primerov prevodnih rešitev, je komisija Ani Barič Moder prisodila Sovretovo nagrado 2024. Najlepša hvala komisiji za nagrado, za to eno ogromno potrditev, ker mi je res pomen veliko. Si želim, da bi lahko bil človek nad tem in bi rekel, da je delo dovolj velika nagrada, ampak moram reči, da je vsem tako čudovit občutek, kljub samo biti nagrajen za eno knjigo, po kateri sem ogromno se mi zdi vložila, bi pa rada res povedala, da nobena stvar, noben prevod ne nastane kar sam od sebe. V smislu, tudi ni samo prevajalec, prevajalka tisti, ki je zaslužen za to, da se nekaj posreči do te mere. In jaz bi se rada najprej zahvalila sicer svojemu očetu, ki ni tukaj, ki je moj prvi bralec, pa ima dosti kakšne take fine uvide. Predvsem pa bi se rada zahvalila svoji čudoviti urednici Darji Marinšek za en
blazno pretanjeno, z eno blazno pretanjeno branje, tudi seveda zato, da mi je sploh ponudila to knjigo in za en tak prefinjen občutek za tiste nianse, ki se mi zdi, da so res dodale piko na i obema knjigama, pač celotnemu prevodu. Res hvala še enkrat.